niste povabili SDS-a, ne? Rekli ste, da povabili smo vse demokratične stranke, ne, s tem implicite poveste, da pač ne razumete SDS kot demokratična stranka, vendar je to stranka, ki je dobila več kot 300 000 glasov volivcev. To je stranka, ki je ne morete kar spregledati, ne? Zakaj jo niste povabili? Prepričan sem, da je nihče ne more spregledati, tudi glede na njihove akcije, s katerimi poskušajo vreči legitimnost volitev in tako naprej. Nihče jih ne more spregledati, ampak to pa ne pomeni, da lahko z njimi sodelujemo. Sam sem povedal, da z Janezom Janše nimamo namena sodelovati po volitvah in ničemer ne more spremeniti svojega mnenja. Veste, zakaj ne? Niti pri stvarih, ki so nacionalnega pomena, kot je energetska kriza, inflacija in tako naprej. Ko bo ta zakonodaja prišla v parlament, seveda jo lahko vsakdo podpre. Ampak danes smo se pogovarjali o eni drugi zadevi. Kdo se je pripravljen vključiti v zasnovo in pogovore, še preden vlada to obravnava? In ponovim, ne. Stranko SDS in njenim vodjem ne nameravamo sodelovati, preprosto zato ne, ker mu niti najmanj ne zaupamo. Jaz žal nekomu, ki je pripravljen sodelovati s tujci zato, da vpliva na volitve v svoji lastni državi, ne, žal takemu človeku ne morem zaupati.